vsakodnevnem delu so kmetje izpostavljeni številnim stresnim dejavnikom, tveganjem in nevarnostim, povezanim z upravljanjem strojev in mehanizacije, delom z živalmi, izpostavljenostjo kemikalijam, delom v gozdu ter delom v neugodnih vremenskih razmerah in dolgih obdobjih prisilne drže. Kmetje v naši raziskavi, odzivanje kmečkih družin na posledice delovnih nesreč in poklicnih bolezni, ki sta jo finančno podprla Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Nacionalna agencija za raziskovalno dejavnost, priznavajo, da tudi sami prispevajo k nevarnostim, saj ubirajo bližnjice, ne uporabljajo dosledno zaščitne opreme, uporabljajo improvizirano popravljanje traktorjev in stroje, predvsem kot pravijo zaradi pomanjkanja časa in denarja. Pomemben dejavnik je tudi utrujenost zaradi pomanjkanja spanja, počitka in dopusta. Tveganja pogosto izhaja tudi iz dela, ki ga kmetje opravljajo sami, brez pomoči drugih, vendar se tega tveganja pogosto kmetje ne zavedajo. Ob nesreči ali bolezni vrzel v delovni sili prva pomaga zapolniti ožja družina, partnerica, partner, otroci, starši, nato drugi sorodniki, vendar sledi v manjši meri. Naša raziskava je pokazala in potrdila, da je pomoč družinskih članov pri delu na kmetiji pričakovana in samoumevna. Člani kmečkega gospodinjstva so pod močnim moralnim pritiskom, da si pomagajo v takih primerih, kar pa vedno ni lahko in enostavno, saj so družinski člani, ki nadomestijo delo obolelega in poškodovanega člana, lahko izpostavljeni dodatnim delovnim obremenitvam, kar lahko privede do prekomernega stresa, utrujenosti, izgorelosti ter slabega telesnega in duševnega zdravja. V takšnih primerih sosedje, kmetje prav tako nudijo delovno pomoč, vendar v manjšem obsegu, kot je bilo to v navadi v preteklosti. Psihološko podporo v primeru nesreč in bolezni nudijo kmetijska svetovalna služba, cerkev, društva in druge nevladne organizacije, vendar kmetje te vrste podpore pogosto ne iščejo. Razlogov, zakaj kmetje ne gredo na dopust, je več. Od pomanjkanja časa, preobremenjenosti z delom, pomanjkanje denarja zaradi investicij in finančne nestabilnosti kmetije. Nekateri, ki so dopust lahko privoščijo, pa nimajo ljudi, da bi jih za čas odsotnosti s kmetije lahko nadomestili. V Sloveniji nimamo organizirane oblike delovne pomoči nadomeščanja na kmetijah, kot jo imajo v drugih evropskih državah. Naša raziskava je pokazala, da nekateri kmetje zavračajo nedružinske, pogodbene delavce na kmetiji, drugi pa bi bili takšne pomoči veseli, če bi bila organizirana. Med prvimi je veliko nezaupanja v usposobljenost in poštenost nedružinske delovne sile. Nekateri imajo, kot pravijo, slabe izkušnje. Kmetje so na kmetije čustveno navezani, predstavljajo jim ekonomsko neodvisnost, vanjo vlagajo v svoj kapital, denar, čas, vizijo, zato so pomisleki razumljivi, vendar je treba tako obliko vseeno organizirati in se o tem začeti pogovarjati. Tudi člani kmetije, ki so zaposleni izven kmetije v drugih panogah, pogosto svoj dopust porabijo za delo na kmetiji, sploh ob delovnih konicah. To nakazuje, da usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja predstavlja izziv ne samo na kmetiji zaposlenim, ampak tudi tistim, ki na kmetiji živijo in pomagajo v svojem prostem času. Ne, prosti čas ni enak počitku, vendar sta oba za vsakega posameznika nujno potrebna. Slabo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, preobremenjenost, pomanjkanje počitka in prostega časa pogosto privedejo do slabih odločitev in poškodb ter obolenj pri delu, ki pomembno vplivajo na dobro počutje in zdravje posameznikov in v primeru kmetov na stanje in nadaljnji obstoj njihovih kmetij. Podatki in rezultati raziskav v drugih evropskih državah, ki redno spremljajo razmere na družinskih kmetijah, poročajo
o delovni preobremenjenosti kmetov, omejenem številu ur, ki ga namenjajo počitku in dopustu, in veliko pogostejši prizadetosti kmetov zaradi izgorelosti kot pri drugih poklicnih skupinah. Tudi pripovedi udeležencev in udeleženk naše raziskave kažejo, da si člani kmečkih družin ne vzamejo dovolj časa za sprostitev in počitnice, da se mnogi pri svojem delu ne ustavijo in spočijajo in ne naspijo dovolj, zaradi česar so utrujeni, izgoreli in bolj ranljivi za nesreče in bolezni, obenem pa tudi socialno izolirani in osamljeni. Kmetice matere, ki so socialno zavarovane, imajo v primerjavi z drugimi zaposlenimi materami, ki ne živijo in delajo na kmetiji, sicer formalno enakopraven položaj in pravice do koriščenja vseh ugodnosti, a dejansko v tem pogledu pogosto niso v enakem položaju. Ker živijo na kmetiji, se od njih pričakuje, da ob skrbi in negi otrok tudi kmetujejo. Po porodu mnoge kmetice prekmalu poprimejo za težaška dela, ker pogosto ni nikogar, ki bi jih pri tem lahko nadomestil. Socialni krog današnjih kmečkih družin je namreč v primerjavi s preteklostjo precej zožen. Kmetije imajo manj članic in članov in še te so pogosto zaposleni v drugih dejavnostih. Zato ni na voljo drugih sorodnikov ali starih staršev, ki bi lahko prevzeli varstvo dojenčka in majhnih otrok, ali pa so ti že slabotni in sami potrebujejo pomoč. Tudi dostop do vrtca je v podeželskem okolju pogosto oviran zaradi slabih cestnih povezav, pa tudi zaradi finančnih razlogov in zaradi dejstva, da kmečke ženske delajo doma, si ga marsikatera kmečka družina ne privošči. Rezultati naše raziskave so pokazali, da stiske in stres, ki jih v tem obdobju pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja doživljajo kmetice, zaradi pomanjkanja podpornih socialnih mrež, lahko vodijo do njihovih zdravstvenih težav in slabih, napetih, lahko celo konfliktnih odnosov na kmetiji in do otežene proizvodnje ter finančne nestabilnosti kmetij. Kmetice, ki niso socialno zavarovane, so v tem pogledu še v slabšem položaju, nimajo svojih prihodkov, kar jih lahko vodi v revščino, socialno izključenost, napete odnose in duševne stiske.